Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o samopodobi, brali bomo pa sporočila s kart. Prehod v novo dobo, pogovori z angeli in Osho Zen Tarot. Ki začnemo. Prehod v novo dobo in samopodoba. Iz vsakega kupčka bom potegnila 3 naključne karte in tisto, kar je najbolj pomembno za vse tiste, ki gradimo svojo samopodobo, svojo samovrednost, ko delamo na tem, da se začnemo zavedati svoje božanske moči, kaj je ta trenutek pomembno za nas. Pa so kar 3 karte same ven padle in še eno za povrh. Da vidimo. Prva karta, ki je odletela ven, je izvorna koda. Jaz sem stvarjenje, jaz sem boginja. Vse okrog mene je ljubezen, izvor. Mogoče smo ravno tukaj noter kastrirani, ker se ne zavedamo, da imamo v sebi noter božansko iskro. In ta božanska iskra v nas noter pomeni, da imamo v sebi tudi božanske moči. In božanske moči pomeni, da lahko s tem, kar razmišljamo, tudi ustvarjamo. Eno sem z izvorom, jaz sem izvor. Na svet sem poslana, da blagoslavljam. Na svet sem poslana, da širim sporočilo upanja. Na svet sem poslana, da ljudem pokažem pot. Na svet sem poslana, da ljudem sporočim resnico, da smo vsi ljubezen. Jaz sem ljubezen. Karta, ki je ven prišla, je nova moč. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred menoj je novo obdobje. Jaz. In damo noter svoje ime. Sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se vse ureja v najvišje dobro vseh. In naslednja karta je prišla intuicija. Jasno zaznavam sporočila. No in ta karta je res tudi močna, ker mnogi smo večkrat poslušali, da je ti pa tvoja čustva. Ampak prav ti pa tvoja čustva so ta prava. To je tvoja intuicija, ki ti govori. In ko ti intuicija govori, to ni dobro zate, ne potlač teh sporočil. To je sporočilo tvoje duše, ki te usmerja. Stvarstvo me vodi tja, kjer je najbolje tako za mene, kot za vse druge. Vodniki mi ščepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepuščam se vodstvu. Čeprav mi še ni jasno, zakaj in kako zaupam, bolj kot sem v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavam sporočila. Hrup in nered v moji glavi blokirata jasnost sporočil. Mirna sem. In prišla je želja, v stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti, z lahkoto uresničujem svoje želje. In to, kaj si želiš, kaj je tisto, po čemer hrepeni tvoje srce. Kaj je tisto, kar veš, da ti po božanskem načrtu pripada, pa mogoče ta trenutek, ko pogledaš okrog sebe, rečeš, ne, to ni to. Ampak včasih potrebujemo grenke izkušnje, da lahko izkusimo eno plat, da vemo, tega si ne želim več. Da lahko definiramo prvo, česa si ne želim več. No, jaz vem, da sem nekoč, ko sem hodila v službo, sem samo to vedela, ko sem pustila službo, da nikdar več ne bom delala pač v službi, kjer bom imela omejen delovnik, kjer bom morala šefa prositi za dopust, za povišico, kjer bom pač odvisna od nekoga. Jaz sem se odločila, da pač tega ne bom več delala. Vem, da takrat so bile, delali smo do 2, do 3 in je bil zvonec in so nas ven spustili kot neko živino. In meni se je to enostavno upiralo. Tudi, če še nimam tega, kar si želim, vem, da mi pripada. Lahko se veselim tega, kar me še čaka. Če zmorem ustvariti željo, jo je moč tudi uresničiti. Kam gre tok mojih misli? V to, česar ne želim, ali v to, kar si želim in še ni tu? Zavedam se svojih hrepenenj. Vem, kar si želim in dovoljujem,
da to pride v moje življenje z božansko hitrostjo. Tako da, to so 4 karte prehodu na vodovo. Zdaj pa gremo na pogovor z angeli. Za vse vas, nosilci luči na to zemljo, kaj je ta trenutek za vas pomembno, kar se tiče tudi vaše samopodobe, kako sebe doživljate kot božansko bitje tukaj na zemlji. Kaj sporočajo angeli? Da vidimo 3 karte, pogovori z angeli. Prva je prišla: ozdravite se zasvojenosti. Čas je, da opustite vsa tista vedenja, ki blokirajo vašo srčno željo. Prosite nad angela Rafaela, da vam pomaga pri tem zdravljenju. Se pravi, čas je za ozdravljanje. Kaj je tisto, s čim ste zasvojeni? Katere misli se vam podijo po glavi? Mogoče pomanjkanje, mogoče neprestane skrbi, kako bo, če ne bo. To so zasvojenost skrbmi. Tega ne potrebujete več. Prosite nad angela Rafaela, da odreže ta del, ker tega ne potrebujete več. To so stara razmišljanja, programirani smo bili na to, na pomanjkanje, na ločenost, na odtujenost, na vojno, na pobijanje. In zdaj prihaja nov čas, kjer nič od tega ne bo več, ker se bojo programirati sebe na obilje, ker smo božanska bitja. Vizualizirajte uspeh. V tej situaciji vidite sebe, kako delate dobro, zato zaupajte v pozitiven rezultat. In zaupajte, da angeli vas bojo podpirali vedno pri tem, kar je vaš božanski namen. Angeli vam bojo vedno pokazali ta pravo pot. Zaupajte, da so tukaj in da vas vodijo. In očistite se strahu. Pokličite nad angela Mihaela in Rafaela, da pomagata odstraniti energijo strahu iz vas, vaše okolice, položaja, v katerem se trenutno nahajate, in iz vseh vpletenih. Se pravi, prosite, da pride nebeški sesalec z nad angelom Mihaelom in Rafaelom in da posesata vse temne energije pa težke energije. In da s tem, veste, ko bojo šle te energije stran, boste vi začeli občutiti svojo božansko moč. Lažje boste razumeli, kdo ste. No, zdaj pa gremo naprej. Za vse vas, bitja svetlobe, je čas, da se začnete zavedati svoje božanske moči. Katera so tista sporočila, ki vas bodo vodila naprej? 3 sporočila. Ledena osama, razcvet, obilje. Nič ni narobe, če ta trenutek občutite, da ste sami. Dejstvo je, da če ste ta trenutek v neki ledeni osami, da imate občutek, da se vse ruši okrog vas, nič hudega. Res, danes sem eni gospe govorila, leta nazaj, ko je bila gospodarska kriza, takrat je pač udarilo na gradbenike. In poznam ljudi, ki so delali v gradbeništvu in so bili takrat v hudi stiski in so zaprli podjetje, bila so odpuščanja in mogoče zdaj, ko vam to govorim, nekoga zgrabi panika. Ampak na koncu se najdali sami sebe, razvili nove veščine in tako neverjetno jih je življenje popeljalo do tam, da so začeli delovati skozi svoj talent. Res, včasih je prav, da kakšna stvar tudi umre, čeprav vem, da takrat, ko umira, ko se znajdemo v tej ledeni osami, ni enostavno. In potem sta prišli 2 karti, ki pa kažeta čisto obilje, razcvet vsega, obilje vsega. In lahko daješ, ta je dajanje in sprejemanje. Se pravi, ko imaš obilje vsega, lahko daš. To, kar imaš, to deliš. To, kar ti si, to izžarevaš. In dejstvo je, da recimo psi, pa mačke, pa mehki otroci tako zaznavajo to polje okrog nas in ga vidijo. In počasi, s časoma pač samo še zaznavamo s temi svojimi občutki, pa smo spet pri intuiciji, zaznamo, ampak pogosto enostavno potlačimo. Ne, ta ima toliko štemplov, ta ima toliko tega, moram se držati tega, ampak mislim tega. Glejte,
ne več blokirati sporočil vaše duše. Poslušajte svoje občutenja. To, kar čutite, je resnica. Nehajte verjeti lažnim novicam. Danes sem poslušala Krajona in sicer video o tem, lažne novice, kako poročevalci drame vplivajo na nas. In recimo, eno takih novic je recimo sončne plohe, ki se zdaj dogajajo, kako bojo povzročile, kako bo prišlo do katastrofe sveta. Glejte, do zdaj se nič kaj takega ni zgodilo. In dejstvo je, da teoretiki zarote, tudi jaz sem marsikaj tudi pogledala, pa kako bojo vulkani eksplodirali, pa ne vem kaj še vse. Ampak ne, nočem več slediti temu, poslušati teh novic, ker v meni zbujajo strah. In tudi, če bi prišlo do nečesa, jaz verjamem, da vse bo v najlepšem redu. Naslednja stvar, recimo, verjamem v to, da sem pa včeraj z eno drugo gospo govorila, in njen sorodnik je zbolel za rakom, ki je bilo enostavno diagnoza neozdravljivo. In se je lotil vseh možnih stvari, ki so na voljo, od vzhodne meditacije do samozdravljenja, in se je popolnoma pozdravil. Sam sebe. In dejstvo je, da tisto, kar uradna medicina označi neozdravljivo, pomeni, da uradna medicina nima zdravila za to. Ampak ne pomeni, da vi ne morete komunicirati s svojimi celicami in jim povedati, naj se ozdravijo, naj se razstrupijo. V bistvu vsaka bolezen je, ko smo izven ravnovesja, lahko pridelamo bolezen. In ravnovesje je mladost in vitalnost. Potem naslednja stvar, kar so nas prepričali, mogoče kakšne avtoritete, ko so nam rekle, iz tebe ne bo nič, tebi ne more uspeti, ne znaš risati, ne znaš peti. Na koncu koncev to so avtoritete, katerim smo verjeli. Potem naslednja velika laž, ki je pa sigurno povezana s tem, da smo se vsi mi rodili umazani, z izvirnim grehom. Glejte, vsi mi se rodimo čisti. Poglejmo dojenčka, ki je popoln, ki se ne sramuje svojega telesa, ki ima tiste velike očke, ki srkajo to energijo čudenja sveta. In dejstvo je, da mi nismo umazani. In sploh to, kar zdaj poslušam Krajona, ko govori, oče, se pravi, ta sila, ki nas je ustvarila, ne more do svojih otrok biti kruta. Mi smo Bogu pripisali lastnosti ljudi, se pravi, da je Bog tisti, ki kaznuje, ki ni ljubeč do svojih otrok in tako naprej. Ampak to so človeške lastnosti, ki so daleč od neizmerne ljubezni Boga. In res verjamemo to, da se čas res spreminja in da prihaja novo obdobje. In če gledamo te majhne otroke, ki zdaj rastejo, verjamem, da poteka nadgradnja. Zadnjič sem govorila z sošolkami od moje hčerke in smo se pogovarjali, kako njih starši vzgajajo in kako pri nas doma, pač jaz z mojimi hčerkami govorim. In na koncu koncev jaz verjamem v to, da ni edina pot do uspeha v življenju to, da imaš ne vem koliko štemplov, potrdilo, da si pameten, ampak da je bolj pomembno, da razvijaš svoj talent in skozi svoj talent prispevaš svetu. In če ima nekdo talent, ne vem, da se izraža skozi glasbo, mogoče je njegov talent delo z otroki in bo to razvijal skozi delo z otroki naprej. Veste, vsak ima svoj talent in ko ga bi samo razvijali, in verjamem, da pridemo na to zemljo opremljeni za preživetje skozi svoj talent. In to pomeni, da se nikdar ne utrudimo, ker moramo hoditi nekam delati na tlako, ampak se izražamo skozi svoj talent in življenje nas nahrani. Res verjamemo to. Tako da, ja, bolj malo sem govorila o samopodobi, ampak v bistvu vse skupaj je, veste, nisem dovolj. Je tudi samopodoba. Nisem dovolj pametna, nisem dovolj lepa, nisem dovolj komunikativna, nisem dovolj suha, ne vem, kva še vse. To so same bedarije.
dovolj smo. Če pogledamo majhne otroke, oni se ne obremenjujejo, če imajo majčken trebuščka, ampak oni so krasni, raziskujejo svoj popek. Oni so krasni. In šele kasneje se razvije ta občutek, nismo dovolj. In verjemite, vsi mi smo dovolj. In če imate nek del vašega telesa, ki ga nikakor ne morete sprejeti, je mogoče šola vaše duše, da se končno sprejmete, da objamete ta delček vašega telesa in ko boste sprejeli in objeli tudi tisti delček svojega telesa, ki ga ta trenutek ne morete sprejeti, se bo preoblikoval in bo postal tak, kot se mogoče sebe zamišljate. Tako da, ja, uživajte in še eno sporočilce mogoče za konec. Gremo danes še na karte, mislim na tele, da vidimo še eno sporočilo angelov za vse vas, ki ste nosilci luči na to zemljo. Spet je ven padla karta in to je nadangel Mihael. Delajte z nadangelom Mihaelom. Ta trenutek, tisti, ki sijete, dobivate svoje porcije tudi, veste, tako kot veše, ki grejo na luč. In če boste vi dnevno poklicali nadangela Mihaela, da vam bo pomagal, da vam bo čisto pot naprej, enostavno se bojo stvari sčistile. Tesno sodelujte s tem mogočnim nadangelom, ki vas ščiti in vodi skozi določeno situacijo. Samo prosite ga. Nadangel Mihael je tukaj, ta trenutek in če bi se zavedali, da smo veliko bolj ljubljeni, kot si sploh lahko predstavljamo, bi bilo življenje lepše. Tako da dovolite, da se vam zgodijo čudeži v življenju, ker stvarstvo vas vsekakor ljubi. Uživajte!